Lep pozdrav vsem. Začenjamo še z novinarsko konferenco pred tekmo kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v četrtek ob 18. uri Inter Ljubljana Tromso. Nekaj spet začetek osnovnih informacij. Vstopnice so že na voljo, 8 evrov predprodaji, 10 evrov na dan tekme, otroci do 14. leta. Brezplačno, to je vključno s 14. letom. Kar se tiče naših gostov, nadržani s časarjem v Ljubljano pripotujejo jutri in ob 18. uri, kot je to neka klasika, pred vsemi tekmami in dan pred tekmom bodo trenirali v Stožicah, Olimpija ob 19:30. Nova stvar je še, kar se tiče Iniga Sarasole, ki je zdaj tudi registriran za nastope v evropskih pokalih, torej ima pravico nastopa tudi na četrtkovi tekmi. Zaradi poškodbe pa lahko že prekrižamo, kar se četrtka tiče Đorđa Riverjo, zaradi težav s trebušnim zidom, kar se tiče neke uradne dolžine odsotnosti, bo več znano danes popoldne, ko bo opravil še pregled z ultrazvokom. Odsotnost je Dejan Žermanović, ki je po operaciji zdaj se še vzel v hišni negi, kar bi lahko rekel, ampak seveda je še večmesečno okrevanje. Z mano danes dva gosta, trener Emil Mišilja, športni direktor Milan Čimović. Najprej bosta oba pač predstavila neko osnovno videnje pred tekmo s Tromso, pa seveda še na voljo tudi za vaše vprašanje. Milan, boš ti kaj se začeli? Pa dobro, igramo z ekipo, kjer leta igra že vsi vemo, kakšen sistem in s kakšnimi v bistvu kakšno tekmo lahko pričakuješ, ker Skandinavci igrajo in po mojem sistemu 4-4-2, kjer ga igrajo pa že kar 15 let od majhnih noga, je enostavno ni to forsira. Jaz osebno nisem bil skozi navdušen proti njim igrati, sem dosti tekem odigral in enostavno si skozi negativne ekipe, ki so fizično zelo pripravljene, ki so taktično zelo, da rečem, pridne, da delajo vseh 90 minut to, kar se jim naroči in enostavno proti takemu sistemu se treba dobro parirati. Smo v fazi, kjer sem siguren, da smo tehnično boljša ekipa od njih, kjer se boste mogoče srečala dva nogometa, ki si nista podobna, tako da sem siguren, če bojo moji fanti dali svoj maksimum in če bo igrali tisto, kar znajo, da gremo lahko čez Tromso. Hvala. Še tvoj hodni besed. Zdaj se da prihaja Tromso, kateri je na polici prvenstva v polni formi. Igrajo tipičen svoj nogomet, skandinavski. Zaenkrat res se smo podarili tudi dva različna sloga, kjer pričakujemo težko tekmo, trdo, kjer bojo odločile malenkosti, vendar verjamemo fante, kateri so zmožni tudi narediti pozitivne rezultate. Hvala. Zdaj ste pa seveda na voljo še vas vprašanje. Jaz sem tudi Domžalam pustil kakšen večji psihološki vtis ali ste pa zabliženi na to nam? Lahko kot domači. Pa poraz proti Domžalam je samo kopija prejšnjega leta, ne? Se pravi miselnost fantov, kjer enostavno eno je igrati v Evropi, eno je za prvenstvo, ne? In zdaj smo dobili še en dokaz, da ker enostavno 3 dni pred tem igraš evropsko tekmo, daš svoj maksimum, greš zmagaš vse. Misliš pa, da lahko z manjšim naporom mogoče premagaš tekmo, kjer se ti zdi na papirju, ne bom rekel lahko, ampak da bi mogel doma zmagati in si še enkrat dobil en dokaz, da ni tako. In da ta miselnost je kar en tak problem teh fantov, teh tekem in priprava na vse te tekme, ker enostavno so že tokrat pokazali, da znajo potem po 3 dneh recimo tudi pokazati en drug obraz in to jaz mislim, da je kar
velik problem, s katerim se obadamo že dolgo časa, ker enostavno na vsako tekmo se moraš pripravljati na isti način, in vsako tekmo moraš, ko oblečeš dres na isti način, in vsako tekmo moraš dati svoj maksimum, da premagaš nasprotnika, pa ne glede na ime, ali govorimo o tretji ligi, ali pa prvi, se pravi, nam se pa spet ponagajal ta problem v nedeljo, se vidim, da se nismo iz prejšnjega leta naučili kaj preveč in da ta Evropa, kolikor je zanimiva, pa kolikor je fantom to zelo dobro igrati, se morajo zavedati, da tudi v klubu je prvenstvo zelo, zelo važno in da je zelo pomembno. Da jaz upam, da smo iz tega vsi skupaj povlekali eno, čeprav je tudi temu moram normalno čestitati Domžalam, da so res zelo dobro, zelo agresivno in da ste vedeli, kaj hoče in da smo še enkrat videli, kako bomo mi kaj doma igrali, kaj še tekme bomo igrali, se prav proti do zaprtnim sistemom, kjer se bo šlo na kontra in zdaj smo vse to videli v eni tekmi in siguran sem, da so moji fante potegnili iz te tekme še enkrat eno učno uro in da imamo zdaj Tromzo, ampak da je Velenje pa ni tista tekma, na kjer boš potem lahko mogoče sam Tromzo, da dobro odigram, pa v nedeljo kar bo, pa bo v Velenju vsej važno, da proti Tromzo to dobro igra. Mislim, da je to čisto napačno razmišljanje, če igraš v Olimpiji. In sem siguran, da bojo zdaj drugače razmišljali, da bo pristop že v četrtek in v nedeljo dosti boljši, kot je bil v nedeljo doma proti Domžalam. Eden? Mislim, da bi vse povedati, da bi jaz ponavljal iste besede, da nima smisla. Tako da res je, da morajo fantje vsako tekmo resno vzeti, ne pa zdaj ta evropska tekma, pa domača tekma. In vsak poraz boli, je pa res, da bo treba vsako poraz potegniti eno učno uro in gledati naprej. To je bolj boleče poraz, ker Olimpija ne bi vse zmagovala in ne bi izgubljala. Vendar to so tudi sestavni del je igre, ker so prisotni tudi porazi in zmage, vendar porazno ne bo čim manj. On ne bo zdaj težko motivirati fanta, recimo. Zaradi poraza... Mislim, da se sami zavedajo pomembnosti tekme v četrtek in da sami vejo, kaj prinese ta tekma, kakšna bo tekma in vsak pri sebi mislim, da je že sam naredil analizo in da dajo svoj maksimum. Jaz verjamem v fante, da so sposobni, da to lahko naredijo in da lahko pokažejo tisto, kar znajo v četrtek. Se nadovežem sigurno, da bojo pokazali in da bojo bili pravi, ker enostavno prihaja tekma, kjer se oni želijo, kjer se oni, ne vem, kot igralci, verjetno najbolj želiš, kot veš, kako se pravi evropska tekma, kot bi mi rekel v našem nogometu, prava ekipa, resna ekipa prihaja, kjer ne vem, kje bi te lahko kaj bremzal, da ne bi bil 100% motiviran v taki tekmi. Siguran sem tudi to, da bo zelo dobra atmosfera, da bo lepa atmosfera na stadionu, da bo tudi način nas podprl na tej tekmi, kjer bomo sigurno potrebovali pomoč, ker se tudi fante zavedajo važnost tekme in proti kjerno igrajo. A se ve kaj več o norveški ekipi? Recimo, kakšnih igralcev, ali so kakšne reprezentanti? Ja, ima enega reprezentanta številka 11. Ofenzivni vezni. Imajo par švedskih igralcev, ostali so norveški, domači. Golman 1,97 m visok, dva štoparja 1,88 m. Tako da desni štopar je Šved, levi štopar je kapetan številka 7, zadnji tekmo ni igral, je igral številka 22. Tako da igrajo tipično 4-4-2. Številka 2 je defenzivni vezni, zdaj ravno imena, je izredno vsa igra, ki se gradi preko njega. Preko njega, ker on pride iskat žogo in potem tako nekaj podobno kot na Šivalja. Te igre pride in potem naprej njega naprej grejo te igre.
Jaz bi sam na to, mislim, da oni igrajo v bistvu, kar sem na začetku povedal, v bistvu ti, ko priješ tako od igralci, upadaš v en sistem. Se pravi, ne moreš oni za tebe biti sistema določenega igralca, menja ne bo. Se pravi, ne glede na to, s kjerim nasprotnikom ti igraš, ali v kjeri ekipi, se pravi, v četrtek lahko pričakujemo res en pristop na vrhunski ravni, eno zelo močna ekipa, ena ekipa, ki je sigurno zelo močna v prekinitvah, ena ekipa, kjera po 95 minut tukaj je iskala zmago in kjera ne bo odstopala od svojega sistema, se pravi, mi to vse vemo. Zdaj pa na vse to se prilagoditi, pa počakati, pa videti, kako v bistvu najbolj se z njimi parirati. Imamo pa sigurno zelo močno orodje, to so ta naša tehnična moč, kjer imamo močnejše, kjer smo boljši od njih. In enostavno bo treba izenačiti to raven teka, raven moči, raven napora, da se izenača z njim in potem naše tehnično znanje lahko prije do izražen, tudi gremo čez njih. Veliko pa ne boste veliko spremenili svojega sistema igre, pač ukontrolati. To se ne spremenja čez noč, ne? Tako da to sistem, pa vse to se gradi nekaj časa, da se to tudi igra, tako da bi bilo nesmiselno zamenjati karkoli. Pa spremembe začetno postaviti, glede na Domžale? Bojo spremembe. Koliko veliko udarce, da Ivelja ne more igrati? Ker v zadnjem času zelo dobro formi, ne? Največ. Je res, Ivelja je tvore ekipe, kateri je staknil poškodbo, kateri je sestavni del nogometa, nepredvideno. Vsekakor je v najboljši formi bil, da držal ekipo vrno, pa seveda še druge fante, druge igralce, kateri bodo, to oni mogo zdaj to vreme na sebi prenesti. Ste njihovo nekaj zdi, če boljše? Boš nekaj notirano? Danes smo videli na treningu, kako se počuti. Kaj to pa stane z Baskerom? Lahko jaz povem, še čakamo na certifikat iz Italije. To je, gre za sistemsko stvar med obema nogometnima zvezama, kjer je praktično nogometni klub nemočen, ne, lahko sam čakamo. Je pa res seveda, da italijanska zveza ima verjetno teh zahtev pomalo more, ne, in tle pač nimaš druge, pa da čakaš, da prideš na vrsto. Nažalost. Pa so te zdaj resno ni tipični na preskok igro pa na silo, ker reprezentanca zdaj že začela igrati, ni več tiste nekoč njihova. Njihova reprezentanca. Saj malo se je približala, ni to zdaj klasični norveški, sam še na silo pa preskok. Je ta Tromso isto se kaj približil temu ali še vedno ne? Mene, da se to, kar sem videl, so mi zdaj se spet kar sem vedel, že tako v bistvu na žrebu, kaj jih potegneš, v bistvu na kaj se pripravljaš, ne, v bistvu in imel sem situacijo, ne, pred 3 leti še kot igralci igrati proti določeni ekipi iz tistega dela in enostavno je bilo pred 2-0 ali pa pred 0-0 isto. Se pravi, ali so zaostali za nami, ali so pa mogli kaj narediti, so enostavno se niso, so igrali isti svoj sistem, isto in v bistvu mislim, da tudi take igralce oni tudi vzemajo, kjer njim bolj paše v sistem. Ne? In, zdaj pa, da bi oni vzeli kakšnega določenega igralca, da bi določenega igralca oni prilagodili sistem, da še jaz nisem videl, zdaj ne vem, da je kako Švedska igra, ne vem, kaj recimo v igri, ali se to njemu prilagodi, ali to pač, to je spet vse odvisa, ne? Ampak mislim, da nas čaka tista tekma, kjer nekako tudi vsi pričakujete, ali pa mi, kaj smo že malo zdaj časa v nogometu, kaj bomo videli, če tako kakšno ekipo. Se pravi, da res eno zelo pravo ekipo, ki bo. So bi oni mogoče kaj tukaj prodobžali, da imate informacije te? Ja, 3krat smo že gledali v živo, tako da informirani so in 100%. Da pa ne vejo, pri čem so, ne? To je naš plus. Zato smo skrivali, smo velik zdaj. Se drugač počutijo oni kot favoriti, ali kako gledajo v tekmo? Respektirajo ligi? Pa tisto, kar sem jaz uspel se z njimi pogovarjati, recimo na tisto žrebu, enostavno niso dosti vedeli o nas. Čeprav so nekako pričakovali, da bomo pa z nami igrali, ne, niso, več so vse govorili, več so govorili o tem, koliko so
bogat klub, koliko investirajo, koliko so urejen klub. In take stvari mi je uspel, ne, v rekel, 5-10 minutah povedati, ne, da bi pa rekel, da bi kaj vedel nam. Je pa normalno lahko, da je vedel, da bi povedal, ampak mislim, da lahko to povem, mislim, da brače stročam 10-12 milijonov evrov klub, mislim, veliki brače, mislim. To je bila ena prvih stvari, kjer sem jih povedal, ne. Da smo tam z njimi. Še kakšno vprašanje? Če ne, če je kakšna koli želja, da bi kdo z Norvežani jutra karkoli delal na medijskem smislu, se lahko dogovorimo, oni so pač tle od 6 trenirajo, zdaj se pravi, stvar dogovora, so rekli, da ni problema, če bo kakšna koli želja. Hvala za obisk se.